Spoštovani obiskovalci, avtorji razstave, dragi kolegi. Na primerni razdalji se mi lahko tudi malo približati. Torej, današnja otvoritev je v bistvu tretji poskus, da odpremo to razstavo v našem muzeju. Projekt okupacijske meje 1941-45 je bil 3-letni temeljni raziskovalni projekt, ki nosi tudi naslov Napravite mi to deželo nemško, italijansko, madžarsko, hrvaško. Raziskovalci so raziskali vlogo okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva. Proučevali so vpliv meja, s katerimi so štirje okupatorji po drugi svetovni vojni razkosali Slovenijo in kako je to pravzaprav vplivalo na različne skupine ljudi. Posneli so pričevanja, posneli so, bi rekla, ure pogovorov z različnimi informatorji, obhodili tudi območje, bi rekla, cele Slovenije, to mejno območje, in dobili smo več izdelkov, te bodo predstavili seveda sami, od konference do publikacije in tej razstave, ki v tematskih nekako oblikah potuje po celi Sloveniji. In to, kar si boste lahko ogledali danes tukaj, je pravzaprav tisti del, ki se nadnaša na Pomurje, oziroma na Pomurje brez Radgone, tako bi rekla. Za nami so vodja projekta, redni profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Božo Repe. Z nami sta tudi raziskovalca iz Prekmurja, torej naša rojaka, Sopočanka, dr. Darja Kerec, sicer docentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, dr. Atila Kovač, Dobrovničar, sicer znanstveni sodelavec Inštituta za narodnostna vprašanja v enoti Lendava, in vsak bo za svojega vidika predstavil to, kar so raziskovali. Za nami pa je tudi naša glasbena, bi rekla, podpora, harmonikar Vid Ščavničar. Vid Ščavničar je po končani gimnaziji na Konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru, končal še univerzo za glasbo in umetnost v Gracu. V času šolanja se je izpolnjeval pri številnih znanih harmonikarjih in je prejemnik številnih nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Redno nastopa kot solist in različnih komornih zasedbah, kot pedagog pa deluje na glasbeni šoli Karol Pahor na Ptuju. Po prvi glasbeni točki, pripravil nam je program, ki ga bo izvedel po svoje, kot on pravi, in sicer Prekmursko ljudsko, Meden ni več rasla, Vlada Kreslina, Tam v Meglicah nad Mursko vodo in priredbo Tomaža Domicla, Kam so šle vse rožice. Torej najprej beseda harmoniki, nato pa vodji projekta Božu Repetu in raziskovalcem.
Spoštovani, spoštovane, lep pozdrav vsem, ki ste kljub težkim časom prišli na predstavitev razstave Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari, okupacijske meje v Prekmurju 1945. Kot je bilo že povedano, gre za 3-leten projekt, ki ga financira Republiška agencija za raziskovanje. Kaj je njegova posebnost? Ta projekt ima multidisciplinaren pristop. Imeli smo in imamo še vedno v ekipi različne strokovnjake, predvsem geografe, pa tudi druge, poleg zgodovinarjev. Predvsem pa smo zelo razvili tako imenovano public history, torej tesno sodelovanje z ljudmi na terenu in sprotno predstavljanje rezultatov preko spletnih orodij. Rezultat tega je, da smo naredili blizu 200 intervjujev in več kratkih dokumentarnih filmov ter drugih prispevkov. V veliki meri pa smo skoraj 700 km okupacijskih meja tudi prehodili. Doslej smo objavili 3 knjige, 4 še bomo. Naše delo na Facebooku redno spremlja več kot 2000 ljudi, posamični prispevki dosegajo številke 8-10 tisoč, kar je seveda za neko zgodovinsko znanstveno raziskavo zelo neobičajno. Mimogrede, tudi otvoritev te razstave se prenaša preko našega Facebooka in lahko se gledate vmes, ko me poslušate. Razstave, tale je 7. in zadnja, smo sicer do sedaj postavili na več kot 30 lokacijah doma in v tujini. Trajni ogled pa smo omogočili tako, da smo jih v okviru portala History preoblikovali v spletne razstave, kjer smo k siceršnji vsebini dodali še povezave na filmske posnetke. Ob koncu projekta bodo vse razstave shranjene in upamo, vsaj priložnostno tudi razstavljene v parku vojaške zgodovine v Pivki. Razstavo bosta predstavila glavna avtorja dr. Darja Krevec in dr. Atina Kovač, znana prekmurska zgodovinarja. Sicer pa je pri pripravi, tako kot pri vseh razstavah, sodelovala celotna ekipa, pri nekaterih pa tudi študentke in študenti naše fakultete. Kdo vse je v naši ekipi, lahko vidite na panojih, pa tudi na našem Facebooku in na spletni strani. Zahvaljujem se vsem za požrtvovalnost in trud in še posebej v sedanjih razmerah. Zagotovo lahko rečem, da tako dobre ekipe še nisem vodil, čeprav sem sodeloval in sodelujem v mnogih domačih in mednarodnih projektih. Prav tako se zahvaljujem vsem institucijam in posameznikom, ki v projektu sodelujejo. Z mnogimi, zlasti muzeji, knjižnicami, občinami, raznimi civilno-družbenimi organizacijami, pa smo stike navezali tako, kot je pač potekala raziskava in se je kazala potreba. V tem konkretnem primeru gre predvsem za sodelovanje s Pomurskim muzejem v Murski Soboti, njegovo direktorico Vetko Kujs, pa občino Murska Sobota, Zvezo Romov Slovenije in njenim predstavnikom Jožkom Horvatom Vucem in s številnimi posamezniki v Prekmurju in Moraviju. Naj v teh uvodnih besedah rečem še nekaj osebnega. Bil sem prepričan, da se Slovenije, bolj kot je bila razkosana med drugo svetovno vojno, ne da razkosati. Skozi našo raziskavo smo spoznali, kako globoko so se v spomin več generacij zarezale okupacijske meje po vsej Sloveniji. Zlasti na meji s Hrvaško pa smo ugotovili tudi, da je, kar zadeva ožičanje, onemogočanje ali oteževanje prehodov, pa tudi prilaščanje ozemlja, situacija za lokalno prebivalstvo danes podobna ali še slabša kot med drugo svetovno vojno, le da je v čem skrita in javnosti medijev ne zanima. Edini mejni kamni na meji med Slovenijo in Hrvaško so še danes le mejni kamni nacistične Nemčije in ustaške NDH. Vse to je gotovo velika sramota za obe državi, pa tudi za Evropsko unijo. Moje in starejše generacije so živele v blokovski, razdeljeni Evropi. Čeprav smo imeli srečo, da je bila Jugoslavija med obema blokoma in smo lahko potovali tako na vzhod kot na zahod,
To ni bilo primerljivo s kratkim časom združene šengenske Evrope, ki danes izginja. Nedavno nismo bili ujeti samo v meje svojih držav, pač pa celo svojih občin. Seveda so razlogi drugačni, kot so bili v času hladne vojne. A pandemija je bolezen in ne vojna, čeprav jo nekateri, tudi najvišji politiki pri nas in drugje, skušajo za to razglasiti in izkoristiti za svoje namene, strankarske in posebne, ter iz nje kovati dobiček. Znova se pojavljajo tudi stigmatizacije, najprej in posebej starejših, ki da so odveč in breme družbe, čeprav tega nihče ne upa na glas reči. Čeprav gre za generacije, ki so to družbo zgradile in si zaslužijo dostojno starost. Sedaj mladih, ki so že tako brez prihodnosti in ki naj bi zaradi želje po druženju širili bolezen. Imamo medijsko zgražanje, različne kampanje brez pravega premisleka, samocenzure in delitev ljudi na vaše in naše. Grožnje namesto spodbud, kazni namesto nasvetov, arogantnost namesto preprostega priznanja. Ne vemo vsega, ne znamo, ampak bodimo solidarni in bomo skupaj to premagali. Skupaj se učimo, iz koraka v korak. Današnja Evropa se ne deli več po starih mejah. Deli se po tem, kdo je zmožen sobivanja in demokracije in kdo ne. Žal smo Slovenci tokrat, kot kaže, na drugi strani železne zavese. V političnih govorih, medijih in povampirjenih spletnih mrežah se pojavlja poplava sovraštva, kakršnega ne pomnimo. Tega ne povzročajo okupatorji. To si v imenu politike, slepih ideologij in zaradi strahu in nepoznavanja odgovora, kako se obraniti pred nevidnim virusom, povzročamo sami. Tudi v naši soseščini in v mednarodnem prostoru raste revanšizem, obujajo se nacionalizmi, kažejo zemljevidi z mejami davno propadlih državnih tvorb. To ni namenjeno poznavanju zgodovine, pač pa njeni reviziji in novodobnemu preoblikovanju meja. Danes, vsaj zaenkrat, ne z vojaškimi sredstvi, pač pa političnimi, medijskimi in predvsem ekonomskimi. Zato žal naše razstave, tudi tale, ki jo danes odpiramo, niso le spomin na neko preteklo zgodovinsko obdobje. Čeprav smo bili ob začetku raziskovanja prepričani, da bo tako. Politika in vzorci obnašanja, ki jih doživljamo, kažejo, da za mnoge novodobne politike meje, ki smo jih prikazali, niso le del zgodovine, ampak aktualne politike in vir širjenja novih konfliktov. In vzorci ravnanja iz preteklosti, ki smo jih imeli za zavržne, znova postajajo normalnost. Svoj prvi obisk terena smo pred več kot 3 leti začeli v Prekmurju in tu naše delo tudi končujemo. Morda to ni naključje, saj je Prekmurje pokrajina, ki je v sicer na strpni Sloveniji obkrožena s prav tako nastrpnimi sosedi, prav zaradi svoje posebne zgodovine, z možno večjega sožitja kot večina drugih okolij. Pred več kot 150 leti, leta 1876, je bila v prekmurskem glasilu Prijatelj objavljena pesem Veselo novo leto, ki ima 9 kitic, enako kot prvotno Prešernova Zdravljica, in ji je podobna, oziroma je, kot ugotavlja Marko Jesenšek, najverjetneje nastala pod njenim vplivom. Nekaj kasneje je bila objavljena še slovenska pesem, ki je tudi podobna Zdravljici. Naj zato tale nagovor končam z njenimi verzi. Ni kaj lega lepšega, niti veselejšega, nego prijatelji, šteri so na sveti, kljub živeli. Primi, bratje, kupico in vpi na zdravico, Bog znači kleti, bodemo na sveti, v kljub živeli. Hvala.
Spoštovane dame in gospodje, dragi prisotni. Razstava Hlev je bil pod Nemci hiša pod Madžari, vsebuje 15 panojev oziroma plakatov. Prva dva sta univerzalna, torej sta del prejšnjih razstav in predstavlja, ko vam prikazujeta okupacijo in pa razkosanje Slovenije. Ostalih 13 plakatov pa govorijo o Prekmurju, torej s prekmurskimi tematikami. Jaz sem sedaj na kratko predstavil dve tematiki v bistvu, in sicer sam se govoril bom o naslovu razstave, kot je prišla ta ideja, torej na ta naslov. V drugem delu pa bom spregovoril o porabskih Slovencih, o skupnosti, kateri v bistvu bolj malo vemo v času druge svetovne vojne. V sklopu projekta smo ogromno delo opravili po arhivih, po knjižnicah in seveda tudi na terenu. Tako se je zgodilo, da smo pomladi leta 2018 odpravili tudi v severozahodni del Prekmurja, namreč aprila leta 1941, ko so Nemci zasedli Prekmurje, 6. aprila, 16. pa so Prekmurje razen 4 naselij oziroma 3 naselij in zaselka Rotenberg predali Madžarom, torej celotno Prekmurje razen 3 naselij, sicer Fikšinci, Kramnavovci, Vocinje ter zaselek Rotenberg je bil del Sertice, so pa priključili k nemškemu Rajhu. Tam so bili tedaj še Nemci in zaradi tega so pač ta naselja priključili. Meja med Nemčijo, oziroma nemškim Rajhom, pa med Madžarsko, pa je bila postavljena potem na katastrskih mejah teh naselij in pot, ki je vodila spodnjega dela Prekmurja gor proti severu, proti tem naseljem, je pač šla mimo Gerlinec naprej proti Fikšincem. In smo tako mi prišli v naselje Gerlinci in smo tam se spoznali z domačini, eden med njim je tukaj med nami gospod Alo iz Grah, ki nam je ogromno pomagal in nam je ogromno zanimivih informacij povedal in smo z njegovo pomočjo smo prišli do družine Gomboc. Zadeva pa zato zanimiva, ker meja med nemškim Rajhom in Madžarsko je bila potegnjena na sredini dvorišča družine Gomboc. In tako se je zgodilo, da je na nemški strani, torej v Rajhu, pristal Hlev, na madžarski strani meje pa hiša. Sreča družine bila tako, da niso postavili neke žične ograje, tako da ni bilo prerezano, tako so domačini lahko hodili v Hlev pa nazaj v hišo. In odtod je prišla potem ideja, da bi nekako s tem simbolizirali, s tem naslovom predstavili v bistvu, kaj se je dogajalo tukaj na področju Prekmurja. Druga tematika, o kateri želim spregovoriti, pa so porabski Slovenci, oziroma samo porabje. Izraz porabje sem domačil šele po drugi svetovni vojni. Predtem, recimo v obema vojnama, se uporabljam izraz rabski Slovenci, torej po reki Rabi, vse tudi porabje izvira iz besede oziroma z reke. Predtem, torej v času Avstro-Ogrske, pa seveda nismo imeli teh izrazov, vse so bili porabci skupaj s Prekmurci del tako imenovanih Slovencev na Ogrskem, torej Slovenci na Ogrskem. In šele prva svetovna vojna oziroma trianonska meja je v bistvu ločila Slovence v Porabju od Slovence v Prekmurju. Prekmurci so pristali v Jugoslaviji, Porabci pa so ostali še naprej na Madžarskem. Leta 41. aprila, ko Prekmurje priključijo k Madžarski, ta meja seveda je postavljena potem na neki muri, na Pučnici se postavi meja med nemškim Rajhom in pa med Madžarsko. Meja dobesedno zareže v slovensko narodno peljal, štajerski Slovenci ostanejo na desnem bregu Mure, pač pristanejo v Rajh, ko sem že omenil, Prekmurci na Madžarskem, tako da jih loči, po drugi strani pa ta nova meja oziroma nova politična ureditev pa v bistvu združi Slovence v Porabju in Slovenci v Prekmurju eno in isto politično enoto oziroma upravno enoto. In tako so v bistvu te porabski Slovenci, ki jih je bilo teda okoli 5000, skupaj s Prekmurci potem ponovno tvorili Slovence na Ogrskem oziroma na Madžarskem. Madžarska oblast je v bistvu vedla isto politično odločitev, kot je bila prej v času Avstro-Ogrske. In tako je bilo, da so prekmurska naselja na severu Goričega, predvsem Šalovci, Dolenci, Markovci, Bridinci, ponovno bili priključeni k monošterskemu kraju, kot tudi Prtkova. Ostala naselja, recimo Soboški kraj, postala samostojna. In zanimivo, 3 naselja, ki so pred torej v času Avstro-Ogrske spadala pod Soboškemu kraju in so po prvi svetovni vojni pristali na Madžarskem, so
si bila ponovno priključena k soboškemu kralju torej v času druge svetovne vojne. Tudi v Porabi smo napravili kar nekaj globinskih intervjujev in moram pa, da smo slišali zelo zanimive pa tudi žalostne zgodbe. Ena je tudi predstavljena na plakatu oziroma na panoju, čisto na kratko. Leta 1944 so enega gospoda Zgornjega Senika, pa še več drugih seveda, mobilizirali v nemško vojsko, niti ne v Mačarsko, in so pristali na vzhodu Nemčije, v današnjem Poljski v bistvu, in so se borili proti ruskim vojakom, oziroma Rdeči armadi, so bili zajeti in so bili pristali v vojnem ujetništvu. Leta 1951 so se vrnili domov. Tako da, to nam je opisal en gospod. In pa še za konec ena zanimivost, ki je prav tako bolj malo druge, partizanski robovi niso samo po Sloveniji, temveč tudi v Porabi. Če se posledal peljali v Monošter, si na Monošter sem po kopališču lahko gledate grob, grobni spomenik partizana Alojza Škerjanca Mirka. On je bil član prekmurske čete, ki je bila ustanovljena januarja leta 1945 in ta četa je svoj akcijski radi delovanja razširila tudi v Porabje. In marca se je ta četa pomaknila v Porabje in v boji v okolici Sakalovec je Škerjanc Mirko padel. Sprva je bil tam pokopan v Sakalovci, potem pa so njegov grob tudi po smrtni stanke prenesli v Monošter. Da vam malo še odišel to širšo sliko in potem bom predal besedo kolegici Dari, da boste razumeli, kaj so iskali partizani v Porabju. Januarja leta 1944 v Kočevju partizani ustanovijo Partizanski znanstveni inštitut. Sodelavci so predvsem zamejski Slovenci, ki so leta 1945 botrovali, so bili zraven pri ustanovitvi Banšinskega inštituta v Ljubljani. In naloga tega inštituta je bila ta, da nekako spremlja dogajanje v zamejstvu, torej Iberija, Italija, Avstrija, Mačarska in pa dve manjšini v Sloveniji, torej Mađare in pa Italijane. Nemce so začeli. Leta 1941, ko Italijani pridejo v Ljubljano, se inštitut ukine, raziskovalci razidejo, del gradiva se uniči, del se na srečo se ohrani, se umaknejo. Leta 1944, ko sem že omenil, ponovno ustanovijo partizani ta inštitut z namenom, da ta raziskovalci pripravijo načrte za povojno obdobje, ki je na novo zarisati meje. In zaradi tega imamo mi to, da poleti leta 1945 pridejo partizani med ostalimi v Trst, na Koroško in tudi v Porabje. In to je v bistvu ta zgodba. Torej imamo tudi eno znanstveno ozadje, niso kar tako šli v Porabje, imamo eno znanstveno, pa tudi državniško zamisel, da se meje zedinjene Slovenije, ki je bila v bistvu pripravljena leta 1848, da se nekako tudi po drugi svetovni vojni uresniči, da se napravi. Po vojni je Jugoslavija na pariških mirovnih pogajanjih postavila zahtevo, da se Porabje priključi k Jugoslaviji, to ni uspelo. V tem drugem koraku je Kardel predlagal, da bi prišlo do zamenjave prebivalstva med Mačarsko in Jugoslavijo. Ne samo Porabcem, tudi Srbi in Hrvati z južne Mačarske bi zamenjali z Mađari, z Vojvodine in pa z Prekmurja. Tudi to ni padlo vodo, hvala Bogu dodam k temu. In tako je potem za razmere so pač ostale tako, ko so se potem, torej meje so ostale tako, ko so se potem leta 1919 oziroma 20. Toliko z moje strani, hvala.
Torej, nadaljevali bi tu, kjer je končal kolega Atila, v Porabiju. Tukaj bi seveda dodala, da je Porabije bil, zdaj še danes, v tistem času, v času druge svetovne vojne in pa samo okupacije, seveda najzahodnejši del tedanje Madžarske in to so zelo dobro vedeli seveda tudi v Berlinu, oziroma Nemci in neposredno seveda tudi njihov nacistični vodja Hitler. Zakaj to menjam? Kajti uvodoma, oziroma pred mano sta govornika omenila seveda naše krajinsko delo, ki se je tu začelo in se potem tudi nadaljevalo, oziroma zdaj tukaj vaši prijatelji drugi tudi zaključuje na nek formalni simbolen način. Delo zgodovinarja, pa ne le njega ali nje, zahteva tudi včasih mukotrpno iskanje po arhivih, tako da samo osebno bom recimo zase povedala, pa seveda tudi kolega Repe, smo šli v berlinski arhiv, oziroma tisti, ki je v pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve. Zakaj to poudarjam? Da je zelo pomembno, da seveda ločimo stroko ljubiteljskega zgodovinopisja, ki ni nujno vedno napačno, ampak dodana vrednost tega projekta in seveda podobnih je tudi v tem, da smo odgrnili marsikatero tančico ali potrdili to, čemer smo se učili v šoli. Vsekakor je bilo Porabije Nemcem zanimivo, ampak tudi Prekmurje. Rabagebit po nemško in pa seveda Prekmurgebit kot Prekmurje. Vse to se recimo na kilometre in kilometre mikrofilmih je videti ta korespondenca in sodelovanje med madžarsko takratno oblastjo in pa to v Berlinu. Zaključila bi pa še z, potem seveda lahko vidite z takimi preprostimi stiliziranimi zemljevidi seveda na razstavi, ki vas čaka zgoraj, kmalu, in pa omenila bi še zelo pomembno obdobje te nesrečne zgodovine druge svetovne vojne, seveda to so pa naši sokrajani tudi in to so seveda Romi in kot veste, romska skupnost je seveda, je že dr. Repe omenil, nekako zgledno sodelujemo, vendar za razliko od drugih slovenskih pokrajin. Rada bi vas v imenu celotne ekipe opozorila torej tudi na enega od panojev proti koncu in sicer gre za pretresljivo pričevanje potomca Jožefa Baranje, torej sina usmrčenega Baranja, torej bil usmrčen februarja 1945, to je še formalno druga svetovna vojna, ki kot veste se konča vse na evropskih tleh maja 1945. V njegovi in drugih usura seveda pričajo tudi, se pravi, kraj spominjanja, torej grobovi v Turnišču, drugače pa o tem je recimo tudi znan duhovnik Ilerič izpričal v svoj spominih. Njegovi izpričanje se lahko tudi preberete na enem od panojev, pa najmogoče, seveda se omenjamo tudi Jude oziroma Žide pogovorno, torej iz Prekmurja je po podatku seveda romske skupnosti pri nas bilo usmrčenih torej iz teh krajev na različne načine, bolj za ustritvijo, kako drugače 27 Romov. Jaz ne bi rada končala v tem negativnem duhu, vendarle maja je prišla svoboda za ene bolj, za druge manj. Mislim, da ura teče nič ne reče, tako da bi jaz pravzaprav za zaključek predala besedo Metka, da ti poveš, kakšen je protokol, a ne da?